Živijo v novem vlogu. Evo, mi smo že na poti proti gruzijski meji, imamo še 30 km, pa voda moramo vmes nafilati, pol nas pa čaka prehod meje. V bistvu smo v Gruziji že več ali manj vse videli, imamo samo še eno atrakcijo, tako da če je bilo možno, bi se vrnili direktno v Turčijo iz Armenije, ampak žal to ni mogoče, ker so v zelo slabih diplomatskih odnosih in so njihove meje že dolga leta zaprte. Tako da če hočemo priti v Turčijo, moramo pač iti čez Gruzijo spet. Ja, v preteklosti so Turki kar veliko škode naredili Armeniji, sploh ko je bil še Otomanski imperij. V bistvu ozemlje Armenije danes veliko manjše, kot je bilo včasih. Včasih je v bistvu zasedala Armenija še celo vzhodno Turčijo do jezera Van, danes je pa precej manjša, tako da se že zaradi tega ne razumejo. Poleg tega pa so Turki naredili genocid nad Armenci. To se je zgodilo med Prvo svetovno vojno, oziroma malo prej že, leta 1915, ko se je pač Armenija postavila na stran Rusije, ker so se želeli odcepiti in se jim je zdelo, da bojo pač to lažje naredili, če bo na strani Rusije kot pod muslimansko Turčijo. Takrat je Otomanski imperij ukazal, da morajo vsi Armenci zapustiti Turčijo, oziroma Otomanski imperij. In takrat med leti 1915 in 1922 je umrlo več kot 1,5 milijona Armencev, ali so jih direktno ubili ali pa poslali v sirsko puščavo, kjer so tudi sčasoma zaradi lakote umrli. In problem je, da Turki tega še zdaj ne priznavajo. Armenci pravijo, da je bil to res ukaz, da se jih ubije oziroma pošlje tja. Turki pa ne priznavajo, da je bil narejen genocid in zaradi tega se še ne pogovarjajo in se verjetno ne vem, če kdaj bojo. Ja, sicer zelo malo se odnosi izboljšujejo. Letos pomladi naj bi se Turki in Armenci dogovorili, da bodo odprli kopenske meje, ampak samo za državljane tretjih držav, se pravi ne za Turke in ne za Armence, ampak v bistvu samo za turiste, ker bi pač na ta račun obe državi kar dosti profitirale. Ampak to naj bi se zgodilo julija letos, naj bi že odprle se meje, ampak se ni nič zgodilo, niti se nič na nobeni strani ne dogaja v tej smeri, ker oni v bistvu nimajo niti nobene infrastrukture, nobenih mej postavljenih in nobena od držav niti nič na tem ne dela, tako da kdaj se bo to zgodilo, verjetno še kar nekaj časa ne. Evo smo nazaj v Gruziji. Ja, tole je bil po mojem najlažji prehod meje do zdaj, res vse skupaj trajalo 15 minut z obema mejama, s tem, da obakrat pogledajo na carini noter, pridejo pogledat, obakrat rabijo dokumente od avta, pasu še pregledati, tako da je res vse skupaj šlo ful hitro. Ja, tako da kar fino, da smo nazaj tukaj, čeprav je tukaj zaenkrat isto sušno to, kar v Armeniji. Ja. Zdaj, v Armeniji sva bila vse skupaj nekaj 2 tedna, malo več, pa moramo vsem priznati, da kakor sva jamrala, da je bilo naporno, še zmeraj Armenija nam je bila všeč in sva zadovoljna, da sva šla. Sicer res, da sigurno je spomladi lepša, ker je malo bolj zeleno, ni tako sušno, ampak še zmeraj je zanimivo in te samostani, ki jih je sicer milijarda, ampak prvi 3 so zelo zanimivi in tudi tako nasplošno, nam je bila kar všeč Armenija. Škoda edin, da juga nisem mogla videti. Pa en minus Armenije je edin to, da ljudje ful strmijo. Nekako očitno še ni toliko turistov, ampak ali pa tudi če so, njim pač ni nevljudno, da strmijo v ljudi in tudi 5 minut lahko vate bubljo in pač ne umaknejo pogleda, kar je malo zoprno kdaj. Ampak ja, drugače pa lepa Armenija, morava vsem priznati.
Včeraj smo ostali tukaj kar na mestu ob tem jezeru, pa verjetno bomo danes tudi. V bistvu nam je ta prostor kar všeč, res ni nikjer nikogar in je res mir, razen ptice, res ogromen. Naj bi bili tukaj tudi pelikani, ampak zaenkrat nismo še nobenega uspeli videti, vsaj ne na blizu, no, tako da mogoče nas danes kakšen pride pozdraviti, bomo videli. No. Je pa to drugače nek naravni rezervat in zaščiteno območje. Zdajle so šla Šnofko sama na sprehod, ker mora Nastja pisati blog, ker pol popoldne ne bo imela časa, ker moramo oba delati. Tako da zato so zdaj sama na sprehodu. Ampak ja, kljub temu, da imamo za delati, nam res ful paše, da se ne premikava in da si nimamo za ogledovati stvari, nam deluje res en manjši dopust. Danes nisva kaj preveč snemala, zato ker je bil popoldne dež, tako da smo bili noter, oba sva delala, tako da nekaj zanimivega se ni dogajalo. Ampak je kar pasalo v bistvu po dolgem času spet en bolj oblačen dan, da nisva imela slabe vesti ne biti zunaj. Ja, sploh v tej sušni pokrajini je tudi kar malo dežja pasal, nama in pokrajini verjetno. Je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Ja.